Ja, lepo pozdravljeni v imenu Gospoda Jezusa Kristusa. Ponovno smo v domu vsemogočnega Boga. Kako ste? Čujem zmezva. Moče malo se odehnemo, počnemo. Kakšen je bil vaš keden? Je šlo vse po planu? Je bilo vse zrihtano, ko je bilo planirano? Ja, pa ne, haleluja, to radi čujemo. Ampak včasih je tudi pač tako, kad nam ne ide vse po planu. Tako pač gej. In lahko povem, kaj je pri nas na firmi nažalost tudi večkrat tako. Če gledaj, mi se včasih toga veselimo, kad ne ide vse po planu, kad te malo stojimo, ampak večino časa je to, kako mora biti, ampak večkrat se pojavijo težave. In gledajte, ker so imeli kar nekaj problemov. Prišlo je do problemov v bazeni, gdje se avti lakirajo, potapljajo in posledično je bilo za volo toga 6 karoserij za odpad, ker se ne šle pravilno skozi bazen, kako planirano. In to je bila napaka v sistemi in sanke, ki so avto je gor, na katerem ide karoserija skozi lakirnico, več ne so šle dole. In posledično je trak stal, so se avtoji ne mogli delati. Ja, tako pač to je in znomka to ne samo pri nas, to je na skoraj vsakši firmi lahko povemo, kaj je neka. Skoraj vse posebej je to, če ne drugo je pomanjkanje materijala, kad se ne more delati in kako bi firme želele, ali pa nekaj delavcev, s katerimi bi lahko to kvalitetno delo, kako pa bi firma rola planirana, ali pa nam vsem dobro poznani problem, tako povedano, kad nam vreme večkrat ne je naklonjeno, sploh zdaj v časi žetve in se ne more vse upraviti. Kdo je pravo vreme, pa je gužva in treba to izkoristiti. Vse to nam je poznano, ne? In to je tudi na duhovnem področju. Znamo, kam ima Bog načrt za vsakšega izmed nas. Bog je za moje in tvoje življenje napravil plan, ko je pokazal Božjo milost, Božje veličastvo. Načrt, skozi katerega mu blagoslovljeni, v katerem mu ponujceni za razglašanje Božjega imena. Bog ima namen za tvoje in za moje življenje. Še bolj čudovito pa je, kaj načrt vsakšega posameznika unikaten. To ne pomeni, kaj je vsakši pozvani v evangelizacijo v Azijo, v Afriki ali pa na skrajni konci toga sveta. Bog pa zna ponicati človeka na vse možne načine. Bog nas pozna, zato pa je dal tudi vsem nam različne sposobnosti in različne talente in to lahko ponicamo tudi v domačem okoliši, v službi, v šoli, na faksi, v družbi prijateljev in vsakši ima svoje pričevanje. In če smo že pri pričevanjih, bližamo se dnevi zahvale. In vrvlenka se ima vsakši od nas za nekaj zahvaliti Bogu. Ne za nekaj, ko je bilo pred letami in leti in si hvaležen Bogu, kad ti je te pomagal. Ampak ko se je zgodilo v zadnjem preteklom leti, v trenutni okoliščini, v okoliščinah, kjer smo se znašli v tom leti. Če se pa nemamo za nikoj zahvaliti, potem pa grdo povedano ne sledimo Božjimi načrti za naša življenja. Kajti pot, katero si mi predstavljamo in pa katero ima Bog načrtovano za nas, ta pot je enaka. In večkrat vidim na spletu eno sliko, gledajte in primerjave, Božji plan in pa naš plan. In lahko daš sliko gor prvo, ovo drugo. Ta slika, takšna fajna otroška risbica, zgoraj piše naš plan, od spodaj pa Božji plan. Mi si predstavljamo eno čistak, enostavno pot, brez komplikacij. Nekaj to se fajn zdi, ideš samo ravno pot, brez problemov, nikaj ti je ne na poti, ko pridemo do cilja, do toga konca, do večnega življenja. Bog pa ima za nas pot, ko ne izgleda, če tako povem, prijetna. Z biciklom se pelaš in že vidiš prvo stvar, kaj je to. Prepad, ti moraš priti prek lestvice, ti je voda, ti so sponi in padci. In Bog ima za nas takšno pot, ko so sponi in padci, ko so blagoslovi in ovire in pa neprijetnosti na toj poti.
Ampak na koncu je vseeno tudi cilj večno življenje pri očeti. In še ena slika. Predstavljamo se eno lepo, eno prijetno stanovanje z 4 prostori. To je čistak zadosti za nas, ne nam potrebno več in enostavno je za postaviti, enostavno je za vzdrževati takšno stanovanje. Medtem pa ima Bog za nas narisani načrt luksuzne kuće. Ogromno prostorov, zadosti dejavnosti, vse splanirano do najmanjšega detajla, gedeko postavljeno, ampak takšno kućo je težko postaviti in pa vzdrževati. Zanimiva primerjava. Zakaj je to tako? Zakaj nam, ko tako povem, Bog želi zakomplicirati pot do cilja? Moramo se zavedati, da to ne je zakomplicirana pot, pač pa se skozi vse, ko se dogaja v naših življenjih, vidi veliko Božje bogatstvo, ker ga daje v uporabo. Še več, Bog želi, da se skozi različne situacije v naših življenjih izgradimo kot kristjani, ko gradimo bolj trdni v veri v njegovo neomajno moč, ko zaupamo v načrte, ko jih ima za nas. Mislim, da zdaj že vsi razmišljamo o enoj vrstici zapisano v Jeremija 29. poglavje 11. vrstica. In tam piše tako: vem za načrte, ki jih imam z vami, govori Gospod, načrte blaginje in ne nesreče, da vam dam prihodnost in upanje. Bog je za vsakšega od nas napravil načrt. Na nas je samo, ko povemo: Bog, zaupam te, naj se zgodi tvoja vola. Pogledamo si dogodek iz Svetega pisma, zapisane v Matejevem evangeliji, što ima Biblija se ofleko tudi odprete. Matejev evangelij 9. poglavje 27. do 31. vrstica. Ko je Jezus odhajal od tam, sta šla za njim 2 slepa in vpila: usmili se naju, Davidov sin. Ko je stopil v hišo, sta slepa prišla k njemu. Jezus jima je rekel: ali verujete, da moram to storiti? Da, Gospod, sta mu dejala. Tedaj se je dotaknil njunih oči in rekel: zgodi se vama po vajni veri. In oči so se jima odprle. Jezus jima je na to ostro zabičal: glejta, da nihče ne izve. Ko pa sta odšla, sta ga razglašala po vsej tisti deželi. Zelo jasen tekst. Dejansko ne treba nikaj razlagati. Fejs, lahko povemo logično oziroma fejs razločno je napisano. Jezus je bil na poti od oblastnikove kuće in ker se je razvedlo, ko je napravil v tistem domu, sta do njega prišla 2 slepiva in ga prosila, naj se njivaj usmili in njiva ozdravi. In posledično, ker sta vrvala, kaj je z možem, se je zgodil čudež. Nemamo podanih nobenih drugih podatkov. Ne vemo zakaj ali kako sta teva 2 gratala slepeva. Mogoče je to bila posledica bolezni ali pa sta imela kakšno nesrečo, ko je posročila njuno slepoto. Iz celotnega dogodka pa leko jasno vidimo, kaj je to bilo dopuščeno zato, kaj se je leko skozi njo proslavilo Jezusovo ime. Jezusa sta prosila, naj se njivaj usmili. In Jezus njivaj je pital: ali verujete, da moram to storiti? In kaj je bil njuni odgovor? Da, Gospod, sta mu dejala. Imela sta vero, kaj Jezus leko ozdravi, kaj ti do zdaj sta gvišno že čula, kakšne čudovite stvari je učinil. In naslednje vrstice vidimo nekaj, ko je fejs pomembno za vsakšega izmed nas. Jezus se dotekne njunih oči in pravi: zgodi se vama po vajni veri. Jezus pravi, ko se v njuno življenje leko zgodi čudež ozdravljenja zaradi njivajne vere, ker ima ta vero in ne za volo količine njune vere, ampak samo zato, ker sta že imela vero.
Svojim učencem je Jezus ob eni priložnosti tudi tako povedal. Matej 17. poglavje 20. vrstica. Resnično povem vam, če bi imeli vero kakor gorčično zrno, bi rekli tej gori, prestavi se od tod tja in se bo prestavila in nič vam ne bo nemogoče. Jezus tu svojim učencem pravi, da če bi imeli vero tako malo gorčično zrno, in ne bi bilo nič nemogoče. In to je držalo za teva dva slepiva, kako pa drži to tudi za nas. Če živimo po Božji besedi, če sledimo Bogu in imamo vero, da nam zvesti. Vsakša preizkušnja, ko pride pred nas, vsakša okoliščina v naših življenjih je lahko premagana, če imamo vero v Boga. Eden izmed primerov za to iz Svetega pisma je tudi Job. Šatan ga je vdoril z vsemi mogočimi stvarami, ampak njegova vera v Boga je ostala trdna in štejemo, kako ga je Bog potom blagoslovil. Pogledamo nazaj naš tekst, nazaj na te dva, ker sta bila ozdravljena v zavolo njune vere. Oči so se njima odprle. Zakaj pa štejemo naprej, kaj jima je Jezus zabičal, noj nikomu toga ne povejta. Mogoče iz več razlogov. Jezus je neščil veljati samo za navadnega čudodelca, ko dela samo čudeže. Je pa tudi eden izmed razlogov, ne želel, da bi javnost preveč pozornosti namenjala njegovim čudežem samo. Se bi to lahko oviralo njegovo poučevanje. Ljudje bi do njega prišli in samo zahtevali, da jih ne uzdravi, da naj napravi čudež. Njegov nauk pa jih ne bi zanimal. To moramo znati, ko čudeži so ne bili glavni namen Jezusove službe, pač pa je glavni namen bilo njegovo delo odrešenja. Jezus ne želel vzbujati pozornosti z čudežami, pač pa je skozi čudeže dokazoval Božjo moč. Teva dva ozdravljeneva sta ne mogla ostati tu. Ljudje so videli v njunih življenjih spremembo in so enostavno ljudem povedala, kako je do toga prišlo. Nebeški Oče se je poskrbel, kaj je šlo vse po načrti. Ljudje so gor prišli, so izvedeli, kako velike stvari je delo Jezus. In pa hkrati so bili željni poslišati, ko jih Jezus želi navčiti. V tom kratkem tekstu vidimo, kako čudoviti so Božji načrti. Dva slepiva sta bila ozdravljeneva in sta imela veliko pričevanje Božjega delovanja v njunem življenju. Bila pa sta tudi spodbuda drugim, ko so začeli iskati Mesijo, ko so začeli iskati Jezuša odrešenje, iskati Božjo naklonjenost za svoja življenja. Zakaj torej ne bi zaupali Bogu? Ko nas drži nazaj, ko ne bi zaupali tome, o čem štejemo, samo čudovite stvari, ko je včino za nas. Ko nas drži nazaj, naše udobje, nezaupanje, ko bomo izgubili to, ko imamo in nam ne da šlo tako dobro. Naša lahkomiselnost, ko to ne je tako pomembno, ti čas, ko sem sam zadovoljen, ali pa si mislimo, ko zaupati Bogu nima smisla, ve pa sami za sebe znamo najboljše kako in ko si moram splanirati, ko je dobro za mene. Ali pa si zadovoljen z čistim minimumom, kad ti več ne je potrebno stvari oziroma blagoslov in bi živo samo za 1% toga, ko pa ti Bog dejansko ponuja. Ali pa si misliš, Bog me ne more ponicati, ker nima nobenih talentov. Ko nas zadrži. Teva slepca
bi lahko ostala v svojem stanju. Bi lahko enostavno ignorirala, kaj je zašto, on bi enostavno dole ostala v slepoti. Ampak raje sta izkoristila bližino Jezusa in v veri prosila njega za pomoč. Draga cerkev, pa što smo mi? Ali smo že kdaj bolje podrobno razmišljali, što smo mi v Kristusu? Ko nam prinaša pristop v veri k Jezusu? In rad bi naštel par dejstev, što smo mi. Sem Božji otrok. Janez 1:12. Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč, da postanejo Božji otroci vsem, ki verujejo v njeno ime. Potem smo ljubljeni. Janez 3:16. Vsi dobro poznamo to vrstico. Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Jezus je dal svoje življenje za mene in za tebe. Tok nas je vzljubil. Takšno ljubezen ima do nas. Potem sam Jezušov prijatelj. Janez 15. poglavje 14. vrstica. Vi ste moji prijatelji, če delate, kar vam naročam. Če sledimo Božjimi klici, Božjimi načrti, potem smo njegovi prijatelji. Bog nam tudi pravi, ko smo sposobni. Filipljanom 4:13. Vse zmorem v njem, ki mi daje moč. Bog nam daje moč, Bog nam daje blagoslove, Bog nam daje spodbudo. In vse zmoremo v njemi, ko nam daje moč. Potem naslednjo, odpuščeno mi je. Kološanom 1. poglavje, 13. do 14. vrstica. On nas je namreč iztrgal iz oblasti teme in nas prestavil v kraljestvo svojega ljubljenega sina, v katerem imamo odkupitev, odpuščanje grehov. Sem nova stvaritev. 2. Korinčanom 5. poglavje, 17. vrstica. Če je torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Staro je minilo, glejte, nastalo je novo. In to je samo nekaj dejstev, kajti lahko bi še več in še več našli v Bibliji zapisano, kako nas Bog vidi. In glede na vse to, zakaj ne bi zavipali v Božji načrt za naša življenja? Dragi prisoten, ko te zadrži, razmišljaj, ko te bi stavilo v tvoje življenje. Za spodbudo bi vam rad preštel del besedila pesmi I'd rather have Jesus, raje imam Jezusa, rajši imam Jezusa. In to pesem tudi kasneje popevali in ta pesem izhaja iz leta 1922 in avtorica te pesmi piše tok in to pesem se ne znam, kaj je v slovenski pesmarci, zato se najprej sam prevedel oziroma je dobesedni prevod. In to pravi tok. Raje imam Jezusa kot pa srebro in zlato. Raje sem njegov kot pa lastnik velikega zaklada. Raje imam Jezusa kot pa grad in posestvo. Raje se dam voditi od njegovih prebodenih rok. Biti kralj velike province ali pa ujet v krempljih greha. Jaz raje imam Jezusa, kot pa karkoli mi ta svet danes ponuja. To je samo prva kitica in parafren. In pri dobesednem prevodu mi izstopa zadnji stavek. Raje imam Jezusa, kot pa karkoli mi ta svet danes ponuja. In v originalu je tudi zapisano tako. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. In po pravici povedano je razlika, ko svet gnes ponuja in ko je ponujal leta 1922. Gromozanska razlika je nastala v
100 letih. Svet se je spremenil, to, kar ga je ne za prepoznati. Ampak ne glede na to, kako se je svet spremenil, milost in pa ljubezen našega nebeškega očeta še vedno ostaja enako neskončna. In rad bi zaključil z vrstico iz psalma. Psalm 138 poglavje 8. vrstica. Gospod bo izpolnil načrt v moje dobro. Gospod, tvoja dobrota traja na veke, ne zapusti dela svojih rok. Če še nejsi ali pa nejsmo, potem predajmo svojo pot, svoje skrbi, svoje želje, svoje preizkušnje Bogu. Imej tudi vero in zaupanje, tako kot sta imela oba slepa v moč Jezusa Kristusa. Amen. Jezus je lepši od zlata.
Da, Gospod, dragi, hvala ti je za tvoj ljubezen. In Gospod, dragi, hvala ti je, da se nam ti tudi leko dragi. In Gospod, resnično, daj besedo što razmočili. Naj se sklešamo v srce, Gospod, dragi. Naj znamo presoditi, ko je za nas najpomembnejše. In Gospod, dragi, da boš resnično ti v vsem, ko delamo. Na prvo mesto. V vseh naših opravilih, Gospod, dragi, bodi ti proslav, zato dajemo tebi tudi slavo, hvala in čast. In Gospod, hvala ti je tudi za vse blagoslove, ki jih prejemamo. Gospod, dragi, dnevno in na tem vidimo tudi, da je tvoja milost resnično nad nami. Amen. Amen.